Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in tokrat v oddaji Neposredno. Do sedaj ste bili navajeni, da smo teme, ki so se dotikale tako imenovanih teorij zarot, obravnavali v posebni oddaji. Tokrat pa na podlagi nove programske sheme, ki jo počasi uvajamo na televiziji AS, predstavljamo te pogovore na drug termin in v sklopu oddaji, ki smo jo poimenovali Neposredno. In v tej oddaji Neposredno boste torej lahko vsake 4 tedne prisluhnili pogovoru z izbranim gostom, s katerim pa bomo še naprej naslavljali različne teme, ki se zdijo, da so včasih spregledane ali potisnjene na obrobje. In ena takšnih tem, ki sem jo že dolgo želel načeti, pa je bilo potrebno počakati na pravega gosta, je tudi vprašanje, ali obstaja neke vrste zarota za spodkopavanje temeljev katoliške cerkve. Tema je zelo zahtevna, zelo občutljiva, tudi zahteva dokaj težko obravnavo včasih vsebinsko in zato vas na nek način celo naprošamo za potrpežljivost in razumevanje in da si morda oddajo pogledate celo večkrat, torej možno si jo ogledati vedno znova tudi na naši Facebook strani in na YouTube strani in da boste morda zaslutili delček tega, kar sam mislim, da je eden največjih problemov današnjega časa, predvsem za verujočega. Vendar, ker krščanstvo vpliva ne nazadnje tudi na kulturno podobo kontinenta, na katerem živimo, pa ne samo kontinenta, ampak celotne zemlje, se mi zdi, da je prav, da tudi neverni začutite težino oziroma vse razsežnosti te problematike. Namreč, ko je bil izvoljen kardinal Ratzinger, pozneje papež Benedikt XVI, je kmalu po svoji izvolitvi rekel: molite, da ne pobegnem pred volkovi. Zakaj bi papež izrekel tako pretresljiv stavek, na koga je mislil? Torej, na to oddajo smo podnaslovili nekako tudi, kdo so volkovi Benedikta XVI. In na to vprašanje bomo poskušali najti odgovore z eminentnim gostom, ki smo ga danes povabili. To je dr. Ivo Keržetom, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan. Vi ste doktor filozofije, dolgoletni predavatelj filozofije, sedaj pa tudi prevajalec. Vendar, ko bova obravnavala prevod vaše knjige Infiltracija, kdaj ste začutili, da morda bo potrebno tudi Slovencem v slovenščini, ker vsi ne obvladujemo angleščino, približati to, kar so nekateri avtorji že začeli pisati in opozarjati v preteklih letih, morda v desetletjih že. Kratko, predno globoko potonemo v to tematiko, kdaj ste dobili ta občutek, da iz predavatelja filozofije ste se prelevili tudi v prevajalca teh angleških besedil? Ja, torej gre v glavnem tu za prevode, ki izhajajo v celoti, tu jih imamo pred sabo pri založbi Scutum Fide, kjer sodelujem, bi rekel, in kjer se lotevamo te problematike od vsega začetka, ne že enih 5 let. Gre tu seveda za eno temo, ki se človek ne spomni, eno dejavnost, ki se ni človek spomnil kar tako. To je na nek način dobro, so bile neke okoliščine, ki so me pač tudi preprosto iz profesorske službe prisilile v neko prekvalifikacijo. Nisem šel prav daleč, sem vesel, da na nek način lahko nadaljujem z nekim, bi rekli, miselnim delom, neko prevajanje gotovo je sploh takih tem, ki so pomembne, pa tudi aktualne, pa tudi pač zahtevajo neko miselno globino, miselno pozornost. Ampak, če pustimo te, bi rekli, okoliščine, ki so take, bi rekli, bolj spremenljive, ki so pač do temu botrovale, je seveda zgodba zelo dolga. Torej, človek je, kot pač moje starosti, jaz sem rojen leta 1976, rojen sem v Trstu, torej iz slovenskih staršev, bil sem vse skozi vzgajan v morda nekoliko liberalnem, ampak vendarle katoliškem okolju, torej imam vse zakramente in tako naprej. Rasel sem recimo v okviru skavtske organizacije v Trstu in tako. Skratka,
Rastel sem bi rekel, okviru cerkve, ne, torej katoliške cerkve in tam, iz katere sem črpal vedno bolj, ne, sploh recimo v nekem, bi rekli, najstništvu in potem naprej, za časa študija, ko sem šel v Ljubljano študirati tako naprej, sem črpal pravzaprav iz teh resursov, ki jih sodobna cerkev pač mlademu človeku ponuja. Sem se udeleževal duhovnih vaj, sem se veliko krožil okrog ambienta recimo jezuitov slovenskih, ne, s tem povezano duhovno vodstvo, duhovne vaje in tako naprej. Ampak ne, mi je tu vse skozi nekaj in pri mašah in pri tej dodatni ponudbi nekaj mi Manjkalo? Nekaj mi je manjkalo. Nekaj ni štimalo, ne, bi rekli, nekaj ni. Ena taka disonanca je bila, ne, bi rekli, v tem doživljanju, razumevanju tega, kaj se dogaja. Neskladje. Neko neskladje, ne, ki mi je dajalo vse skozi misliti, ampak človek si misli, to verjetno je problem pri meni, ne, ni problem, ne, morda jaz kaj ne razumem, nisem dovolj pameten. Ja. Ne. Oni že vedo, kaj je. Ja. Oni že vedo, ne. In potem človek pa vendar bere, da sledi kakšna besedila in tako naprej, ne. To je bilo, govorim zdaj za torej moj čas študija, torej druga polovica 90-ih, ne, začetek tam 2000-ih, še pred pontifikatom papeža Benedikta, recimo za tisti čas govorim, ne, ko pač, no, ampak potem sploh recimo s pontifikatom papeža Benedikta 16, neko pridejo pravzaprav to tradicionalno katolištvo malo bolj na plano, ne, sploh s tem, bi rekli, dovoljenjem, sumorum pontificum, dovoljenjem maševanja po starem in tako naprej, ne, pa tudi z drugimi elementi, ki jih je Benedikt 16. pač vključeval v svoj pontifikat, ne, potem človek začne razmišljati, opa, ne, tu bi kazalo pogledati tudi kakšne starejše stvari. Jaz sem sicer vedno, ne, moje filozofske preference so šle vedno v smer katoliških avtorjev, prav posebej svetega Tomaža Akvinskega. Tako da sem se tam, bi rekel, pri neki tem smislu, ne, miselni, starejši katoliški miselni tradiciji vse skozi napajal, ampak sem jo bral skozi te novejše interpretacije. Pokoncilske. Pokoncilske interpretacije. Sem si mislil, to je to, ne, to je to, koncil je tako rekel, ne vem, ti avtori, ki so bili okrog koncila, verjetno oni vejo, kaj je za današnji čas pomembno videti v svetem Tomažu Akvinskem, recimo. In potem pa vendar, ne, pravim z Benediktom 16. Ne, tako si človek drznil pogledati še kakšne avtorje, ki so pravzaprav gledali kritično na koncil, ne, torej kritično na to pokoncilsko dobo, in tam sem potem odkril počasi, ne, take avtorje, ki so tu in tam, ne, govorili o teh težavah, ne nazadnje tudi na škofa Lefevra, ne. Ampak potem sem pa naletel, potem pa smo, nas je kar nekaj naletelo na te avtorje, kot je Taylor Marshall in take, skratka, ne, te, torej, bi rekli, to anglosaško, v glavnem ameriško blogosfero, kot se temu reče, ne, ki je potem te stvari tematizirala. Church Militant, recimo, je bil tudi en tak kanal, ne, in tako naprej. In potem se je pojavila preprosto, recimo, ta knjiga Taylorja Marshalla, ki je te probleme, pravim, ne, ki jih lahko nekako v nekem širokem smislu rečemo problemi Drugega Vatikanskega koncila, ampak gre za dosti širšo problematiko, časovno dosti širšo, ki jih nekako ta knjiga sintetizira in prikazuje, bi rekli, kar tako dostopno se mi zdi za vsakogar, ne, torej gre za branje, ki ga gotovo je treba... Priporočamo lahko tudi, mislim, lajko, ni treba biti zverziran z filozofiji. Taylor Marshall je tudi doktoriral iz Tomaža Akvinskega, tako, pa vendar je za brati, bom rekel, razmeroma lahek. In se bere kot, bi rekli, skoraj kot kriminalka, ne, tak v smislu, nažalost je tako, ne, se je dosti tudi takih kriminalnih stvari noter, ne, ampak evo, to je bila nekako moja pot do te knjige. Zanimiva geneza, torej na nek način niste že, bom rekel, z materinim mlekom pili tega tradicionalizma, da bi rekli, s časoma ste torej vi, mislim, če smem, ker jaz kot mislim, v tem pogovoru tudi
bom rekel, svoj prispevek poskušam dati. To je nekaj zelo podobnega kot pri meni. Ne? Tudi sčasoma vidiš, da, kot pravite, nekaj ne štima in ko si dovoliš, ne, da greš brati tisto, kar je bilo prej ali pa neko kritično misel, ne? Si misliš, to je več od tega, kar si bil samo dedič, ker jaz sem pa rojen nekaj let prej, ampak seveda že v Novus Ordo, v Novo Mašo. Ne? Ja, se jaz tudi. Ne? Više bolj. Ne? In skratka, tu se mi je zdelo zanimivo to, ne, da pravzaprav v tem mojem procesu neke formacije, kot rečeno, sem rekel, da skozi te razne duhovne vaje in tako naprej, sem bil nekako aktivno odvračan od teh avtorjev, teh tem, češ, da to ni, koncil se je zgodil, s tem se ne smeš ukvarjati. Mene je zbodlo to, ko sem slišal, ne, da zdaj pa konec holastike in je potrebno biti pastoralen. Mislim, da se zdaj zopet, da bomo prevedli v laičen jezik, ne, tista srednjeveška Tomaša Akvinskega teologija, ne, se mora ukloniti vsaj deloma temu, da so, kar zdaj tudi papež Frančišek z tem izrazom todos. Vse vključiti, vsi so vključeni v cerkev, ne, ta radikalni vsi. Ne. Da naredim še preliminarno neko izjavo, mogoče za uvod, ne, kot upam, da poslušna sinova matere cerkve, ne, vendarle morava konstatirati, da imamo pravice tudi laiki pri Kristusovi preroški službi. Tule sem se izpisal iz katekizma katoliške cerkve in želim, da se tega recimo tudi danes drživa in mislim, da se bova, ne, torej v 907. členu takole piše. V skladu s svojim znanjem, strokovnostjo in ugledom, ki ga uživajo, imajo laiki pravico in včasih celo dolžnost, da posvečenim pastirjem povedo svoje mnenje o tistih stvareh, ki zadevajo blagor cerkve. Drugim vernikom pa naj ga razodevajo tako, da ostane neokrnjena vera, nravnost in spoštovanje do pastirjev, hkrati pa naj upoštevajo skupno korist in dostojanstvo posameznih oseb. To je lepo zapisano, je tudi v zakonu cerkvenega prava, kanon 212, tretji odstavek. Tega se bova držala, ne? Mislim, da se ni težko okrog tega uskladiti. Torej, vendarle, to je že poudarjal tudi, mislim, da kardinal Burke ali Pell, mislim, da Burke ne ravno to pravico, da postaja ta doba zmedenosti, negotovosti, o kateri bova govorila, tudi izziv za laike, torej in na nek način, kot tu piše, imamo in pravico in dolžnost, da povemo z vsemi pogoji, ki so tu, do naše dobronamerno mnenje. Ker kazalniki padajo. Jaz ne vem za nobenega kazalnika vernosti, ki ne bi padal. A se strinjate? Oziroma, ali poznate kak kazalnik, ki bi lahko bil v prid tezi, da se je za to odprtostjo, ne vem, število duhovniških poklicev, število... Ne. Na Zahodu definitivno ne. Ne. Govorijo, bi rekli, zagovorniki, ne, pričujoče ureditve, recimo v cerkvi, ne, navajajo običajno Afriko, kot da je tam drugače. Je pa zanimivo, ne, da ta rastoča afriška cerkev, ne vem, koliko je rastoča, koliko ni, pa zauzema ravno zelo konzervativna stališča. Ja, to smo videli zdaj fiduci supplicans nazaj. Naprimer. Tako da, ja, kazalniki so vsi v to smer, da je tle, imamo pravka z neko krizo, z nekim problemom v cerkvi. Ja. Jaz bi tu kar nadaljeval, kjer ste zdaj ostali, ne, ker včasih, če človek se sprašuje, zakaj tudi vodstvo cerkev označuje konzervativne in tradicionalno misleče z rigoroznimi, ne, da so nekje v svojem svetu. Je bila narejena neka raziskava, bom na hitro povedal primerjavo rezultatov med tistimi, ki so se deklarirali kot tradicionalni, torej kot tisti, ki hodijo k tradicionalni latinski maši in Novus Ordo, k novi maši. Ne. In recimo med tistimi, glede odobravanja kontracepcije, med pripadniki tradicionalistov 2% odobrata, med nove teologije 89%. Ja, to je iz leta 16. Potem odobritev abortusa, tradicionalisti 1%, Novus Ordo, torej nova teologija 51%. Težko predstavljati, ne? To je tudi leta 18.
Tedenska prisotnost pri maši. Tradicionalisti 99% tedenska, kar je zapoved. Ne? Medtem ko pri novus ordu temu rečemo, žal ne vem, kako bi se ustrezneje lahko reklo, je pa 22%, vsak peti. Potem odobravanje istospolnih porok. Tradicionalisti 2%, pripadniki te nove maše 67%, kar vidimo. Vas bom prosil za kratek komentar. A so vas presenetili ali pričakovano, ali bo boljše, ali je to prehodno? Ja, nisem, bi rekel, teh številk v tej obliki še iskreno povedano nisem slišal. Torej, za trende poznamo nekako, ne. Je pa res pretresljivo, ko slišiš številko. Ja, ne? Je pa res pretresljivo. Saj mene je pa sem na nek način to anticipiral, pričakoval. Ne? Je pretresljivo, ker ker dejansko vidiš, da je to odraz stvarnosti, ne? Ker bi rekel, če človek pomisli na svoje znance in tako naprej, sorodnike, ne? Ko se pač glede teh stvari kdaj pogovarjamo in tako naprej, je žal to resnica. Prihaja do neke normalizacije nečesa, kar recimo še za časa Padre Pija, verjetno bi se zgražal, če si se imaš za katoličana, pa odobravaš abortus. Ampak to je, no, skratka, ne, če pa pogledamo zdaj kaj je to, na kar ti podatki kažejo, ne, je točno to, ne, da kar se je zgodilo torej v cerkvi, ne, v zadnjih 50, 60, 70 letih zlasti, ne, čeprav ima to svojo predzgodovino, ne, ampak to, kar se je zgodilo, kar je recimo tako izbruhnilo s koncilom in pa bomo bolj precizirali tudi, kje je zdaj problem koncila, ker to mislim, da je za gledalce zelo pomembno razumeti. Ampak glede na to, da imamo čas, da zdaj povem mogoče še tako čisto uvodoma, ne. Skratka, to, kar je izbruhnilo s koncilom, ne, je očitno ima neke preprosto slabe sadove. Ne. Ima neke preprosto slabe sadove. Upad vernosti je očiten tudi konec koncev v tem, če gledamo recimo pohod teh pontifikatov, ki so sledili, ne, če pogledamo recimo tega zapričujočega, ne, imamo pravka pravzaprav z tem, da to ne v celoti, ne, ampak marsikaj od tega, kar je bilo zdaj tle prebranega, ni samo odraz nekih, kako ne bi rekli, disidentov mogoče, znotraj cerkve, nekih laikov, naključnosti ali strelcev nekih. Neki pač odstopajo od norm, ki jih vodstvo postavlja, recimo v cerkvi, ampak je dejansko to tendenca samega vodstva. Ne? In tle je problem. Ne, ker je seveda v vsaki cerkvi so bili, mislim, v vsakem obdobju so bili v cerkvi gotovo neki ljudje, ki so, ne vem, ali je slabo razumeli, ali imeli pač neko poškodovano vero, ali še neizoblikovano vero in tako naprej, ne. Ampak vodstvo je pa stalo, ne, in kazalo pot v pravo smer. Tako. Tu, vsaj doktrinarno, če ne tudi bi rekel z lastnim življenjem in tako dalje, ne. Tu pa imamo opravka s tem, da samo vodstvo kaže, ne, v bistvu ves ta čas, zdaj v tem pontifikatu pa prav posebej, ne, v smislu neke normalizacije teh grešnih dejanj, ne, pravzaprav, ki so bila tukaj zdaj omenjena. In tle je problem, ne, torej ta sistematizacija odpada od vere od zgoraj dol, ne. In tu pa potem seveda nastane vprašanje, seveda, kako je lahko sploh do tega prišlo, ne. Kako je lahko sploh do tega prišlo in zdaj bolj recimo ta knjiga, ki odgovarja pač z naslovom Infiltracija, ne, da je nekaj torej od nekod se vsesalo v cerkev, ne, da je kot je rekel pač papež Pavel VI, da je skozi špranje, razpoke, ne, v cerkev udrl dim s pekla. Ne. Je pa ta že začel se pronicati, se mi zdi že nekoliko prej, vsaj s francosko revolucijo, verjetno pa še prej. Ne. To bo danes. Ne. Ker zdi se mi, da je prav, da je ta tema se odprla tudi ne nazadnje 150 let, ravno zdaj, mislim, da marca od smrti Tomaža Akvinskega. 750. Kaj govorim? 750, ja, pardon. 7. marca je bila. Tako, 150 bi bilo malo prehuda. 750, ja. In se mi zdi, da je tudi, bom rekel, v tega angelskega doktorja in tudi doktorja enega največjih, verjetno ne največji cerkve, ne, je v časti že prav, da tudi rečemo, iz današnjega stališča gledano,
karkoli narobe, karkoli takega, kar bi bilo potrebno popraviti z nekimi sodobnimi dognanji glede spola. Jaz bom zdaj naštel, vse so že v bistvu tu nekje, ampak rad bi naštel nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred kratkim, vendar so to simptomi. In še enkrat, vse so že omenili, ampak ker so res sveži, bi jih rad z njimi, da služi kot neko istočnico, da pa greva v globino, se pravi v sam vzrok. Torej, pred kratkim, ne vem, če je to mesec dni, je bilo v cerkvi svetega Patrika v New Yorku, jaz sem videl izjemna, se veste, kaj bom rekel, pogreb velike, bom rekel kar kurbe, ker so oni rekli, nažalost. Torej, z vedenjem župnika, ki je potem celo toliko, da ni bila maša za tega transpolnika, ki je bil seveda ateist, ki je bila polna cerkev njegovih aktivistov, tudi ki so delali v tem transpolniku. In potem, ko vidite tam pri Ambonu te govore in ki ga hvalijo, to je bila ta naša velika K, da ne bom še enkrat rekel, in da se na to smeje celo domači župnik, da je kako polna cerkev, že samo za veliko noč imamo tako polno cerkev. To je en simptom. Drugi simptom pred kratkim, tudi bo 2-3 tedne, mogoče 4, je bila v času podelitve obhajila med mašo v Nemčiji zabava. Je stopila, mislim, da ženska oblečena v klovna pred oltar in je plesala račke, mokre račke. Mokre račke. Potem, tako da mislim, da bi bila maša bolj zabavna, s tem pa kaj, tudi bolj privlačna. In nekaj tednov nazaj je bilo v Milanu srečanje, mislim, da so bili tudi prisotni kardinala, saj ne vem, zagotovo škofje, z prostozidarji, z 3 predstavniki 3 lož italijanskih. Torej, imamo transpolnika v eden najpomembnejših cerkva v Združenih državah Amerike, imamo petje pa ples mokrih račk med mašo pri obhajilu, imamo srečanje s prostozidarji, imamo pa zdaj tudi Demos 2, to je pa en kardinal, ki je napisal pismo po Demosu. Demos 1, mislim, takrat ne bi označil za 1, bi naj bil od pokojnega kardinala Pela, ki je opozarjal na te nepravilnosti oziroma odmike od tradicionalnih smeri. In Demos 2 pa tudi naslavlja zdaj torej nekatere od teh, ne ravno račke, ampak globinsko, ne simptome. Zdaj vas pa res to vprašal za vaše mnenje. Kaj je skupno tem 4 stvarem, ki se nažal? Jaz mislim, da je ljudem, ki dobro, cerkovna slovenska recimo je mogoče z tega vidika gotovo ni tako daleč recimo glede teh pojavov, kot je cerkev v Nemčiji ali pa kot je cerkev v Združenih državah Amerike, tudi ne povsod, ampak recimo New York je gotovo eden od takih krajev, ali pa San Francisco ali Los Angeles ali tako naprej. Tudi ker se tiče recimo prostozidarstva pa tako naprej, gotovo je ena Italija se vidi bolj razvita. Ampak mislim, da tudi slovenski človek, slovenski vernik, ki bežno spremlja družino, je lahko informiran, ne ravno s takimi podatki, mislim, da tam se jih ne prebere, ampak recimo z tole izjavo dikasterija za nauk vere o blagoslavljanju homoseksualnih parov. In potem, če se lahko blagoslavlja homoseksualne pare, kot pravi ta dokument, fiducia supplicans, ki smo ga že prej omenila, zakaj se ne bi smelo potem tudi transpolnika pokopati v tem smislu, nekega, ker če se blagoslavlja homoseksualne pare, druga stvar je seveda, ker potem proti argument je, se lahko pravzaprav marsikaj se blagoslavlja, zakaj pa se ne bi teh ljudi blagoslavlja, ljudi se lahko vedno blagoslavlja, ampak problem je, če se jih blagoslavlja njihov greh in če se jih naslavlja kot pare, ne more seveda to pomeniti nič drugega, kot da so ti ljudje v nekem tako drugače spolnem, se pravi, kontekstu tam, ki je definitivno težko grešen.
Tako da pravim, to je pa potem, bi rekli, ta efekt, pravzaprav, ne, to, kar ste zdaj omenili, ne, je pravzaprav efekt pričujočega pontifikata zlasti, ne, ki se seveda ni pojavil iz nič. Ne. Ni se pojavil iz nič, ne moramo reči, da je bil pontifikat Benedikta 16. čist, ali pa da je bil pontifikat Janeza Pavla II. Čist, ali tako naprej, ne, skratka, zadevamo dolgo brado, ampak zdaj je vse skupaj hušenlo, tako vehementno, ne, pravzaprav iz omare in zadeva pač že tako zaudarja, da je pač vsi preprosto mašijo nos, ne, vsaj ki pač ima približno katoliško čutenje, recimo, pa krščansko, pa neko zdravo čutenje o tem, kaj je dobro, kaj je zlo. Tu je stvar ušla iz steklenice, kar je seveda po eni strani evidentno slabo, po drugi strani, ne, pa je treba tudi reči, da je bilo nevarnejše tisto stanje v cerkvi, ko je vse to bilo bistveno prisotno, ampak bistveno bolj, ne, prikrito, spretno, postavljeno ob stran, ne, ker potem so se te stvari lahko razvijale dosti bolj nemoteno, kot se pa sedaj. Tako da na nek način je ta pontifikat papeža Frančiška, bi rekli, en blagoslov za cerkev v smislu, da so stvari pač preprosto predstavljene take, kot so. Ne. Ljudje, kardinali in tako naprej, ne, recimo Coco Palmerijo, ne, ki je šel na ta sestanek z prostozidarji, ne, tako zelo prostodušno govorijo. O približevanju, ja. Saj pa se nismo daleč narazen, saj je toliko, da nismo bratje, ja. Tako da je stvar pač nekako prišla na dan. Transparentno postavljeno. To sem vesel, da ste to rekli, ker se zelo strinjam. Ne? Ja. Ja. Ker jaz sem poslušal celo primerjavo nekaterih okrožnic ali pa izjav sedanjega papeža z tem, kar je pisal Martini, tale milanski načko, tako, ki je bil zelo močan kandidat, verjetno bil, če ne bi imel Parkinsonove bolezni, ne. In dejansko, mislim, pa še on tudi ni izvor tega, da je to dediščina dejansko neke infiltracije, v kateri pa lahko govoriva vsaj 100 let nazaj. Naprimer, Leon XIII, mislim, da je že v okrožnici najprej 1879 Aeterni Patris, rekel, najprej hotel postulirati, da je tomizem uradni teološki pa filozofski nauk Rimokatoliške cerkve. To je pa potem v bistvu samo slabih 30 let pozneje, pa Pij X še močneje potem izpostavil, sicer ne govori toliko o Tomažu Akvinskem, ampak v Pascendi Dominici Gregis, ne, obsoja modernizem. Kako je lahko 1907. Modernizem bil že tako velik problem, da zahteva ločeno okrožnico in da se že v nevarnosti spodkopavanja tomizma. Torej, mogoče za naše gledalce, ker ste vi doktorirali iz tomizma, kaj je tomizem in kako je lahko 1907. Bil modernizem že tak velik problem. Ja. No, tomizem je na kratko rečeno nauk svetega Tomaža Akvinskega, kot se je potem pač nekako glavnega osrednjega učitelja katoliške cerkve, ne, na katerem je baziralo učenje teologije skozi stoletja, torej praktično zlasti recimo v času po Tridentinskem koncilu vse do drugega Vatikanskega koncila. In v okrožnici Leona XIII. Aeterni Patris to Leon XIII. Samo na nek način ratificira, skratka na nek način ugotovi, potrdi, še enkrat nekako poudari, da je to tako. Seveda ob zaznavanju, da teologi začenjajo razmišljati drugače. Ne? Se pravi, zdaj za založbo Družina sem prevedel eno knjigo ameriškega avtorja, McCool se piše, ki je prav zgodovina neotomizma. To je v bistvu zelo zanimivo, ker recimo okrožnica Aeterni Patris je pravzaprav okrožnica, ki na nek način, bi rekli, pomeni uraden začetek neotomizma. Skratka, cerkev moramo vedeti, to je povezano pravzaprav s to zgodbo, do katere prihajava. Torej, v katoliški cerkvi je tomizem živel, torej svet Tomaž Akvinski so rekli, 750-letnica smrti, se pravi, on je živel v 13. stoletju. Ja.
razvoj tomizma, avtorji, ki so komentirali svetega Tomaža Akvinskega, ki so se na njega sklicevali, zelo dolga, ne, se vleče potem pravi tam do Tridentinskega koncila, pa potem še naprej. Potem se pa zgodi francoska revolucija in to je čas, ko pravzaprav se nauk svetega Tomaža Akvinskega, ne, torej seveda je velik prevrat, ne, po celotni Evropi, cerkev je seveda močno preganjena v tem času, papeža zapre, Napoleon, pa še skratka ne, cela vrsta, bi rekli, preganjen pride na cerkev, med drugim recimo Zatrtje upora v Vendeji, ne, tle je pač ena knjiga o tem, kako so pač francoski revolucionarji pač eno celo pokrajino v Franciji poklali praktično, ne, zato ker so se rekel, v imenu katolištva upirali revoluciji. Ne. Ja, to se pravi, to je ena lušna knjiga, no, ki je napisal Michael Davis, ki je en znanih avtorjev, spet bolj tradicionalne scene, ampak kaj hočem povedati, ne, skratka, v času francoske revolucije tudi, poleg vseh preganj, je tudi tomizem pravzaprav doživi nek prelom, zlom, v smislu, da teologi preprosto začnejo prevzemati to filozofijo, ki je bila takrat, bi rekli, sekularna. Če so želeli preživeti, ja. Ja, bi lahko tako rekli. Ne? Skoraj. Skratka, Descarta, Kanta in take avtorje. In potem na nek način neotomizem s težavo, tomizem s težavo spet zaživi, bi rekli z letom 1850, ja, od 1789 do 1850 tomizma praktično v cerkvi skoraj da ni, in potem pravzaprav papež, zlasti Leon XIII, potem kasneje, ampak recimo, da že prej na nek način se to začne, ne se začne ta neke vrste revival tomizma. Ne. To, bi rekli, v tem smislu je ta zgodba tomizma zelo prepletena z to zgodbo, o kateri se zdaj midva pogovarjava, ne, ker pravzaprav okrožnica Pascendi, ne, se pravi iz leta 1907, svetega Pija X, je pa okrožnica proti, če je okrožnica Leona XIII. Eterni Patris neke vrste potrjuje tomizem, je tle pa okrožnica z leta 1907 Pascendi, ki obsoja modernizem. Ampak kaj pa je modernizem? Ne? Antitomizem. Je v bistvu bi lahko rekli, da je antitomizem. Ne? Na kratko povedano bi lahko rekli, da je antitomizem. Ampak če bi pa pogledali iz tega genetičnega, v smislu odkot modernizem, pa bi lahko preprosto rekli, da je modernizem vdor novoveške filozofije, se pravi te filozofije, ki se začne z Renéjem Descartesom, se pravi, razsvetljenstvo. Ja, se pravi, ki se začne z Descartovim cogito ergo sum, skratka, ki se začne, da se samo pojasni tako za gledalce, ne, ki se začne pravzaprav s to zamislijo Descartovo, ne, da v temelju stvarnosti ni Bog, ampak sem jaz. Ne? Ali pa, da stvarnost ni nekaj izven mene, ampak je predvsem to, kar si jaz predstavljam v njej. To je tisto, čemu rečemo subjektivizem. Ne? Transcendenca v bistvu ni več, ni merodajna. Ne? Je vse samo v moji glavi, bi rekli po domače, povedano. Ne? Skratka, merodajno je samo, kar je v moji misli, v meni, v mojem čutenju, skratka, in tomizem je pa antipod tega, to je pa tisto, čemu rečemo realizem. Tako, realizem, Bog je. Prvič je neka stvarnost izven mene, po kateri se jaz moram ravnati. Je tudi, jaz imam eno stvarnost, po kateri se moram ravnati, ne morem se kar spomniti, da bom si spol menjal, pa da bom, ne vem, postal kamela, pa da bom postal radiator, ne? Ker imam neko stvarnost tudi svojo, recimo, in je vse to prihaja z neke stvarnosti z velikim S, ki je Bog, ne? In skratka, evo, to je na kratko rečeno ta razlika med novoveško mislijo in vsem tem, kar je bilo pravzaprav na nek način pred tem. Recimo sekularizem je samo nujna posledica tega. Torej ločenost cerkve in države ne sme več v ustavi ali pa v nekih, kako bi naj rekel, v preambuli tega, kar naj država bo biti karkoli več s pridihom realnosti onostranstva. Še bolj, morda celo s pridihom realnosti, pika, ne? Ker vidimo, ne, s temi transpolnimi in tako naprej, da tudi ta realnost, ki v bistvu niti ni presežna, naravno pravo zanikajo, se ni treba božjega prava, naravno pravo, Seveda, najprej božje, mislim, zaporedje je... Ampak če že ignoriraš božje, je tu pred tabo najbližji približek božjega naravno, ne človeško. To je ena serija revolucij, ena serija uporov, recimo tako realnosti, ki se je zgodila v zgodovini novega veka,
kjer na koncu imamo pravzaprav, bi lahko rekli, to seksualno revolucijo, ne? Torej, ko se upremo lastni telesni danosti, bi lahko rekli. Ne? Ampak kaj hoče reči, ne? Evo, torej, to, čemu se Sveti Pij X v okrožnici Pascendi upre, je pravzaprav upor temu vdoru tega subjektivizma v katoliško teologijo. Katoliška teologija je začela zlasti v 19. stoletju pri avtorjih z nemškega prostora, z italijanskega prostora, recimo Gioberti, Rosmini, Günther in podobni. Ne? Skratka, to so avtori ontologizma in potem počasi tudi modernizma. Začeli preprosto ta subjektivizem prevzemati v teologijo. In kaj to pomeni? To pomeni preprosto, da ni več bilo za njih sprejemljivo govoriti o tem, da je recimo Jezus Kristus neko zgodovinsko dejstvo, da je dejansko vstal od mrtvih, se pravi fizično vstal od mrtvih, ne, da je skratka dejansko Petru rekel, ti si Peter skala, na tej skali bom postavil svojo cerkev, da so to vsaj pravzaprav, ker je v evangeljih neka zgodovinska dejstva, na katerih čutno preverljiva za apostole, ne, so oni to videli. So utaknili v rane, ne, v Jezusove prste in tako naprej. Skratka, in na osnovi tega, ne, da potem na tem sloni naša vera, ampak je potem naša vera postane tudi sama subjektivna. Ne. Niso več to neka zgodovinska, čutno preverljiva, stvarna, realna dejstva, na katerih temelji naša vera, ampak je to, kar čutimo. Sej realizem postane v bistvu moje osebno čutenje. Ta subjektivizem, ne, še enkrat povem, to je to, da je zgornja meja, strop, je posameznikovo osebno čutenje. On se ni samo treba podrejati ničemur več. Tako. In ker bova uporabljala take besede kot subjektivizem, modernizem, ne vem, empirizem ali pa pozitivizem, saj ne bova preveč, ampak to že sva nekje povedala bistvo. Ne? Ampak če bi človek na hitro, ne vem, tisto po profesorsko spraševal, ne, študenta, ali bi Tomaš Akvinski rekel, da je pekel prazen? Verjetno ne. Seveda ne. Ali bi rekel, da je dovoljeno sprejemati obhajilo za ločene in ponovno poročene? Ne, recimo, da greva, mislim, samo da omenjam par primerov. Da se lahko blagoslavlja homoseksualne pare. Ker takrat je še veljala dogma, ne? Ker zato se mi zdi, da ta vdor, vse, kar jaz želim, je merodajno, ne, ta subjektivizem, zato potrebno rušiti dogme. Dogme so pa neki aksiomi, trdni postulati, o katerih se ne debatira. In zdaj, ker ali pa ne, jaz vem, kaj bom želel povedati. Ne, jaz bi samo tu dodal, da se mi zdi, da je stvar še globlja, ne? Da pravzaprav gre za neko misel onstran resnice, na splošno. Ne? Se pravi, da preprosto ni več, skratka, novejša misel je misel, ki ne samo, da ne pristaja na neko, recimo, kako ne bi rekel, na neko dogmo v smislu, to je treba verovati, ne, pač ne sme se o tem debatirati, ne sme se o tem dvomiti, ampak da tudi celo tiste resnice, ki jih mi lahko preverimo, bi rekli, z našim razumom, ki so lahko epistemološke, ki so lahko take narave, kot da pač vidim nekaj, pa vidim, da je dejansko tako, ali pa kot recimo pri matematiki, ko lahko dokažemo, da je 2 + 2 4, recimo, da ne mora biti 2 + 2 5, ne, in tako naprej. Skratka, te, bi rekli, resnice, ki nam jih kažejo naši čuti, oziroma te, do katerih lahko pride naš razum tudi ne glede na čute, ne, da pravzaprav tega ni. Ne. In da pravzaprav se znajdemo mi tu v eni situaciji, ko dejansko je to vse, ko naše čutenje, ne, nima dejansko več nobene opore v čemerkoli. Tako sva rekla, zamenjane so realnosti. Tisto, kar je prej bilo, če bi imeli časovni stroj, pa bi Tomažu Akvinskemu, če bi Patru Piju rekli, ne, da bo šla s pol izbiro, mislim, bi si rekli.
Ste nori, ne? Mislim, kako lahko... To je kot da bi lahko zbiral, a je 2 + 2 = 4 Ja. Da bi dali na volitve, a je 2 + 2 = 4 za 5. Sam tu so pa, ko bi imela toliko časa, da bi še to razliko med Platonom pa Aristotelom, ker to, kar ste rekli, mi je zelo všeč, treba gledati celo mimo Doge, ker Tomaš Akvinski je zelo, ne vem, tak občutek, se jaz imam, ko ga berem číslo Aristotela, ne? Zelo, ne? Ker Aristotel je pa postavil ravno to, no, kaj že, Zakone protislovnosti. Protislovnost, ste vedeli, berete misli, tako. Ne more biti... Razmišljava, vi ste... Ja, sej, ne. In on je rekel, Tomaš Akvinski, če drugo ne, če že tvoj razum je zadosti, da prideš do nečesa, na katerem boš lahko gradil. Kaj, ne samo osnovno spoznanje, ne vem, kje je, ampak pozneje tudi vero, ne, zato faith and reason, ne. Vera in razum, ne. Tako, ne, ker mislim, zame je bilo to v bistvu neko odkritje, recimo, ko sem začel brati te starejše avtorje, ampak mislim, svetega Tomaža, ampak tudi recimo te avtorje neotomistične, eden izmed najbolj znanih je pater Garigula Grange, recimo, francoski dominikanec, ki je veljal, rekel, za verjetno največjega dominikanskega, tomističnega teologa 20. stoletja, recimo, ne. Če beremo o njega, ali pa podobne avtorje, se to v bistvu dovolj odpreti kakšen katekizem, recimo malo starejši, ne, iz leta 30, kaj takega, ne. Vidimo, da pravzaprav je verouk, ne, je temeljil pravzaprav na nečem, pravzaprav preprosto, na tem, ne, da kaj se je zgodilo, ne, recimo, najprej, recimo, je temeljil na tem. Najprej treba dokazati božji obstoj. To je Tomaž Akvinski podal na začetku svoje teološke sume, glavnega dela, pa tudi drugje, dokaze za božji obstoj. 5 dokazov, ne, tako naprej. Skratka, to je bilo treba recimo najprej pojasniti v neki fazi, mogoče ravno otroku še ne, ampak jaz vidim recimo tudi mojim otrokom, ko te stvari pojasnjujem, da ni treba, da ima že, ne vem, 20 let, da mu to pojasni, ne, torej, če ima 10 let, več manj že razume, ker to spet niso tako zapleteni dokazi. Pol, ko vemo, da Bog obstaja, pol lahko razumemo, da samo on lahko dela čudeže, ne. Idej, če je Jezus delal čudeže, to pomeni, da kar je delal pod Božjo, bi rekli, po Božjem navodilu, ne, se pravi, pod njegovo avtoriteto. In če je on potem rekel, da je on sam Bog in pot in resnica in življenje, da je Božji sin, pa pomeni, da je to tudi res, ker to so čudeži potrjevali. In zlasti, kateri čudež, zlasti vstajenje, ki bomo kmalu za velikonočno praznovali. In zato vidimo, da je vse to, ampak to vse govori o resničnosti, ne? Skratka, tle imamo neke dokaze za božji obstoj, tle imamo potem neke, v bistvu, kako ne bi rekel, neke vrste zgodovinske dokaze o Jezusovem božanstvu, ki so vezani recimo na dokazljivost vstajenja od mrtvih, ampak vidimo, da imamo pravkar vse z nekimi pravzaprav razumsko preverljivimi, rekli, stališči, ugotovitvami, sklepanji, na katerih potem temelji naša vera nadnaravna, ki jo prejmemo ob krstu, zlasti ob krstu, kot neko objektivno znamenje tega. In tu se je, recimo, če pogledamo samo, če jaz gledam svojo izkušnjo verouka, še bolj, če gledam to izkušnjo verouka pri naših, torej pri mojih otrocih, vidim, da je preprosto zdaj seveda verouk popolnoma drugače zasnovan, ne? Je zasnovan na tem, da se imamo radi, pa skupaj nekaj zapojemo, pa Jezus tudi nas ima rad, ne, skratka, ne pridemo do resničnosti, smo zgolj pri čutenju, ne? Take feel good, bi rekli. Feel good, ja. Dajmo se, dobro. In ker se imamo fajn, pol si mislimo, da je to res, ne? Ampak smo daleč od nekega uvida, da je to res. In zato potem seveda je ta vera zelo, zelo šibka, ne, pri sodobniku. Jaz staršem rečem, ko se včasih o teh stvarih pogovarjamo, pa je težko, kaj seveda, malo so starejši, ampak niti ne toliko, ne, zmedeni, ne, ker je včasih ta dvoumnost o tem, ne vem, ni izrekel, ne vem, teh nekih, ne vem, aksiomov, torej pozitivnih trditev, tako je in nikakor drugače, in včasih rečem, dajte spomnite se na vajen verouk, ko sta bila majhna, pa na vajen katekizem, to, kar ste rekli. Tam še so se probali izogniti tega, ne. Ker prihajajo dobro, zdaj, ko so bila še recimo pri Piju X. 1907, so lahko zdaj pri 1917 letu in Maksimiljanu Kolbeju, ki je bil, pa vidim, da veste, kar vi povejte. Ne, sej jaz samo istočnice dajem, ker tisti sprevod prosto zidarjev, ne. Ja, torej Maksimilijan Kolbe, ki ga poznamo pač kot mučenca, ne, pač v Auschwitzu, ne, mislim. Tako, na mesto drugega se javi. Ja, ne, torej velik
apostol sodobnih časov, v smislu tam času med vojnama, ne, na Poljskem je pač cel apostolat svoj razvil, bil je minorit, ne, mislim, da je obče znan, ne. On, ko je bil v Rimu, ko je študiral v Rimu, mislim, da je študiral tam, ne, ali kaj, tam je bil, je videl, ne, en pojav, ne, in zdaj se pa res bližamo pravzaprav infiltraciji. Tako. Ne, torej, kako so prostozidari, ne, italijanski prostozidari imeli po Rimu neko v bistvu blasfemno procesijo, ne, kjer so pač vpili, kako bodo zasedli, pravzaprav, kako bo papeško mesto bodo oni sami zasedli, ne, in kako bo skratka, kako bo na ta način cerkev uničili. Na to temo ne smemo pozabiti omeniti tole knjigo, ker to je pa knjiga iz Revolucija monsignora Segurja, to je knjiga iz 19. stoletja. Se pravi, ko je monsignor Segur, to je bil zaupnik, torej visok, bi rekli, klerik, zaupnik papeža Pija IX, je, bi rekli, real time, skratka, ko se je dogajala ta infiltracija, ko so pravzaprav v tem italijanski v glavnem, ampak tudi širše prostozidari si že načrtovali, snovali, kako bi oni zavzeli Petrov sedež, ne, od znotraj. Ne, on to že pravzaprav opisoval, ker so takrat ene dokumente glede tega dobili, neke zapiske, ne, teh prostozidarjev, o katerih tukaj pravzaprav monsignor Segur poroča. In Kolbe vidi pravzaprav en nasledek tega, ne, skratka leta 17 ali tam nekje pač na začetku stoletja, ste pripričani, da 17. leta, mislim, da ja. No, v glavnem, skratka, vidi, kako to že postaja, to, ker bo takrat še skrito, ne, ko je bilo še tajno tam recimo v 19. stoletju. Alta Vendita, no, to so ravno ti zapisniki, ne, o kateri sem prej govoril. Skratka, on potem Kolbe to vidi, kako je šlo iz nekih tajnih sej zapisnikov prostozidarskih na rimske ceste in zdaj pa vidimo, kako to je že višje. Kako je više, ja, in seveda oni se jim ne mudi, ne, svoje cilje oni tempirajo tudi v desetletja naprej, tudi če nekdo, ki je zasnoval to, ve, da ne bo več živ, ko se bodo sadovi pobirali, ti gnili sadovi, ne, ampak nič ne dejo, oni to so prepričani, da njihov načrt, ne, včasih to piše noter, načrt leve roke, včasih celo, da ne bom preveč zahajal v podrobnosti, ne, da se bo uresničeval. In zanimivo mi je nekaj, ne, leta 1917 je bila tudi Fatima, ne, in da takrat to malo se upada tudi s tem, to jaz bi želel, ne, to, mislim, neko to vzporednico, to korelacijo vendarle povezati. Namreč predno, ker ta Taylor Marshall, ne, on je konvertiran, ne, on je bil anglikanec, ki bi se mu ponujali celo mašništvo, zdaj je seveda tradicionalni katoličan, ne, ko je napisal to knjigo, seveda se sprehodi skozi tudi te dogodke, posveča seveda dosti drugemu Vatikanskemu koncilu, vendar jaz bi se ustavil še toliko prej, ravno pri teh Marijinih prikazovanjih v Fatimi, kjer je rekla, ne, da se naj razkrije svetu, to je pozneje rekla, ne 17. leta, ampak konec 20. let, da naj se leta 1960 ta skrivnosti, ki jih je povedala, razodenejo svetu. In takrat je Janez 23. to zavrnil. Zdaj pa moja teza je, pa prosim za vaš komentar, da je ta infiltracija prostozidarjev, ki so začeli v semenišča bogoslovje pomagati, da so se javili, da so izbirali tudi liberalno bolj usmerjene, ki so znali tudi igrati, pietetne, poslušne, ne, ampak ki so potem pozneje bili tudi s pomočjo, bom rekel, ne vem, verjetno kapitala, medijev promovirani na odgovorna mesta znotraj hierarhije cerkvene, ne. Ja. Da je takrat, ne, to je ta teza, ne, v bistvu. Ampak da je ta proces dobil še zlasti zagon takrat, ko se je papež dejansko prv ukazal, navodilo iz nebes, ne, če Marija to res rekla. Ja, 1960. Zakaj ne? To ni za današnji čas, je rekel Janez 23. Ja. Se pravi, oni niso zgoraj, ne vedo, koliko je ura tukaj ali kako je stanje. Ja.
Ja, tu je zdaj, skratka, no, zdaj ste omenili, ne, na kratko povedano, kaj je teza te knjige. Ne, skratka, da pravzaprav, in to je tudi v tej knjigi, ki jo imate v rokah omenjeno, ne, torej kako so pravzaprav, tam v tej knjigi je govora zlasti o italijanskih prostozidarjih, torej, ker moramo vedeti seveda, da je Rim, torej Vatikan, je v Italiji seveda, ne, in torej je šlo v veliki meri tle za neko zgodbo v 19. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja, kjer je prepletena pravzaprav zgodba zedinjanja Italije, razpada oziroma bi rekli napada pravzaprav na rimsko državo, na papeško državo. Skratka, ta zgodba italijanskega, bi rekli, nastajanja Italije pravzaprav kot take, kot države. Mussolini ima tu vmes prste, ne? Še se na to fašizem prekopa, ne? Ampak hoče reči, gre za to čist politično zgodbo, ki se pa prepleta s to duhovno zgodbo, ne? Torej, prostozidarji so, bi se reklo, ne, po tej tezi bolj uporabljali, zlorabljali kot ne to politično zgodbo, da bi duhovno zgodbo uničili. Skratka, da bi torej cerkev na nek način, preprosto cerkovni, torej zadnji cilj je bil tu vsega tega dogajanja uničenja cerkve. Taktika pa bila, kot ste lepo povzeli, skratka, vse pore pravzaprav katoliškega življenja, zlasti pa v semenišča in zlasti potem od semenišč gor čim više v hierarhijo, namestiti, se pravi prostozidarsko, liberalno bi rekli takrat, ne, čuteče, italijansko piše tam tudi, ne, tako v smislu tega zedinjenja Italije in tako naprej. Ker moramo vedeti, da italijanska država je žal nastala na prostozidarskih osnovah. Absolutno. Ne, za razliko recimo, ne vem, od Avstrije, za razliko od, dobro, Anglija ima tudi svoje države, ne, ampak recimo je Italija nastala kot izrazito prostozidarski projekt, ne, mimo grede. Ampak hoče reči, skratka, namestiti v vse pore katoliškega življenja v bistvu neke pokvarjene duhovnike, neke psevdoduhovnike, neke liberalno, nekatoliško misleče duhovnike. Kripto. Se pravi skriti. Ja, ne, se pravi neke krte. Tako, odlično izraz je krte, ja. Ki potem bodo od znotraj, skratka, od znotraj uničevali cerkev in zlasti kako? Tako, da bo eden izmed njih izbran danem konklave za papeža. To je pravzaprav bila nakratko ideja teh zapisnikov Alte Vendite, o katerih recimo poroča tu Segur, pa postavlja to tudi v potem kontekst francoske revolucije in tako naprej. Namreč, zakaj? Ker moramo vedeti, če to, da do takrat so te iste sile, ki seveda niso bile na delu samo tam, prostozidarstvo je nastalo že predvsej, torej 1717 je za nekaj vrste. Pa verjetno Francis Bacon že zelo vplival na podvorih na nastajanje takih lož. Starejše zgodbe, potem je tudi vprašanje delovanja judovstva v nekem protikrščanskem smislu, v generalno, pač tega se tudi ne da zanikati, Judje so doživljali vse skozi krščanstvo kot neke vrste zatiralca in potem so se proti temu pač borili v tudi tem smislu, seveda, ne. No, ampak hoče reči, to so seveda zelo politično nekorektne stvari, ki jih zdaj govorila, ne. Tu lahko. Ampak hoče reči, pač je treba gledati celotno zgodbo, se mi zdi, je treba ene stvari pač tudi izpostaviti, kar ne pomeni seveda zdaj, da podpiramo neke, ne vem, antisemitizma, ne. Ampak gre samo za neko zgodovinsko dejstvo, da obstaja, recimo iz strani judovstva, zgodovinskega judovstva, nek antikrščanski resentiment, ki je pač bil na delu skozi zgodovino, in ki se je potem še stopnjeval pravzaprav v okviru prostozidarstva. Ampak pravim, do teh zgodb o Alti Venditi, skratka do druge polovice 19. stoletja, so bili ti napadi na cerkev vsi od zunaj. Ti napadi od zunaj, recimo Napoleon je tak tipičen primer, francoska revolucija je tak tipičen primer. To so bili vsi napadi od zunaj, ki so se izkazali za kontraproduktivne, ker so generirali preprosto mučence in so generirali pravzaprav za cerkev samo še triumf, nadnaravni triumf cerkve. Tu pa se je začela ta zgodba, torej napada od znotraj. To je ta zgodba o infiltraciji.
infiltracijo. Mene je recimo takrat Bela Dot, mislim, da je, ne, ona je bila celo vodja ameriških komunistov, ne, ki je pozneje se nekje spreobrnila, ni video posnetkov, so audio zapisi. Eni so to probali, se pravi, spodbiti veljavnost, ampak jaz sem pred nedolgo nazaj kar eno dobro študijo, da gre za avtentično in ona sama pravi, da je ona pripomogla dokoliko nekaj mislim celo okrog 1000 tako liberalno mislečih, komunistično, marksistično, komunistično, eksistencialistično, kakorkoli mislečih spraviti v bogoslovje in da je med njimi postalo tudi nekaj zelo visokih. Se pravi, in to imate njeno izpoved, torej vodjo komunistične partije v Ameriki, ki se je spreobrnila, ki je rekla, toliko pa toliko smo jih spravili marksistov, komunistov v teh hierarhijah. Po direktivi Stalina. Ne, se pravi, to je bilo pod Stalinom. Ja, to je bilo pod Stalinom. Viš, to pa nisem niti vedel, ne vem, ker poslušal sem njen intervju, ampak tole ga zdaj nimam v spominu. Med vojnama, no. Med vojnama in mislim, da je bilo v 30-ih. Z rusko. Mislim, ne, to je bila generalna direktiva, to ni bilo samo za Ameriko, to je bila generalna direktiva, kako uničiti cerkev. Ona ve za Ameriko, ampak kot sem jaz razumel, to menja tudi Marshall, je to šlo tle za neko širšo zgodbo. Recimo, če gledamo kardinala McCarricka, ne? Ja, itak. Kardinal McCarrick, pač, ki verjetno je znan, žal, ne, zdaj mislim, da je še živ, v glavnem, ki je bil, pač ni več kardinal, ni več je bil pač laiziran in tako naprej zaradi teh zlorab spolnih in tako naprej. On je boj, pač kot razlaga tu Marshall, ima podatke pravzaprav z prve roke od nekega sorodnika tega bivšega kardinala, ne, pravi pravzaprav govori o tem, kako je on šel, se je ta njegova zgodba, ta žalostna zgodba začela, ko je prišel v Švico, v St. Gallen, ali tam nekje v bližini, nek samostan, kjer je on začutil duhovniški poklic. Ampak zgleda, da je bil ta samostan povezan z enimi čudnimi zgodbami, različnimi čudnimi zgodbami, med katerimi je tudi ta komunistična infiltracija duhovnikov in tako naprej, ki preprosto, mislim, infiltracije, torej komunistov v duhovniške vrste, in da je pač tudi na ta način, recimo, evo, tle pa imamo že en tak čisto operativen pravzaprav prikaz, kako je to delovalo. Tudi konkreten primer teh gnilih sadov, nespoštovanja Marijinih navodil v Fatimi, da se treba posvetiti Rusijo, ne? Ja, gotovo. Marijinemu srcu, ne, brezmadežnemu, če ne se bo od tam širila zmotene. In to dejansko, ja, vidiš, da je bil to centraliziran diktat. Ampak dobro, Bela Dot, ki je priznala, verjetno, upajmo, bojo s časoma zgodovinarji ali pa kdo drug odkril še več, ampak tudi če ne, če govoriva o simptomih, hkrati govoriva tudi o vzrokih, in mislim, da jih tu vidimo, ker recimo en tak sad je tudi že bil Bonini, kardinal, ki je potem vodil reformacijo liturgije. Potem je bil tudi, zdaj ali je bil član ali ne prostozidarstva, tudi kardinal Baggio, ki je pa bil zadolžen za imenovanja. In tu so bila dolgo trenja odstaviti Baggia, ker je že za Pavla VI. Pa nadškof Gagnon bil, ker takrat so mu prišla do Pavla VI. Neke informacije, govori se o nekaj aktovki pa o nekaj. In on je angažiral nadškofa Gagnona, ki je raziskoval 3 leta. In ko je podal poročilo, je Pavel VI. Odklonil, ker je bilo prezahtevno, on je kmalu zatem umrl. Problem, ko je Janez Pavel I., papež Janez Pavel srečal to s to informacijo, ki mu je Gagnon podal, to analizo, ki je 3 leta delal, je dal poklicati k sebi Baggia, menda ob 8 zvečer in menda je Baggio zadnji, ki ga je videl, in da se je takrat slišalo vpitje, da je samega papeža tako razburilo, kar je bilo v tem, kar je Gagnon dognal in kar mu je Baggio povedal, in da tudi Janez Pavel II. Ni hotel najprej upoštevati tega, kar mu je Gagnon svetoval. Torej, ker preko imenovanja škofov, ki postanejo pozneje tudi kardinali, vplivaš na papeža, vplivaš na politiko. Torej, ni samo ta Bonini pa sprememba liturgije, ne? Imeli ste pa vmes enega, ki je bil kandidat za papeža, Benelli, tale pa bil potem, je predlagal kot kandidata rajši potem
kako je bilo že ime, Lučano je bil, Lučani, ja, Lučanija, potem pa Vojtilo, ne, ker in potem, da bi on bil državni sekretar, ampak to so potem skoraj prepozno naredili, zakaj je tudi vprašanje. Neka ta zgodba recimo o teh imenovanjih in tako naprej je v bistvu še starejša, v smislu recimo za časa konklava, ki je izvolil svetega Pija X, ne, se pravi, to je bilo 1903, mislim, da tam na začetku, ko je pač umrl Leon XIII, ne, je bil konklave, o tem tudi se piše v knjigi, ne, je potem, sta bila dva, pravzaprav favorit je bil Rampolla, kardinal Rampolla, ki pa, ne, o tem se veliko govori, da je pač ne bi bil ravno prostozidar, ne, in je bil državni tajnik že prej in tudi polen čas, potem ga je, mislim, da ga je potem svet Pij X nekako umaknil počasi. In ni bil pa izvoljen zato, ker je avstrijski cesar Franc Jožef dal preko kardinala veto, točno, ja, zdaj se spomnim. Ki naj bi bil motiviran prav zato, ker je bil Rampolla, da bi bil pač razpit prostozidar. In zato je bil izvoljen pa svet Pij X, ki pa je bil iz Benečije, se pravi, to je bilo pod Avstrijo, ne, vsaj za časa, recimo, ko je bil on rojen, pa tako naprej, svet Pij X je bilo avstrijsko področje, pa je bilo potem, zato je bil pa on izvoljen. Ampak, gledajte, jaz bi tu eno opombo dal vsemu temu, ki se mi dva zdaj pogovarjava, ne, en tak pripis. Morda se bo komu od gledalcev zdelo, ne, ko govorimo zdaj o teh podatkih, ki so seveda, kot vedno pri teh teorijah zarote, težko preverljivi. Ne? Eni so bolj, eni so manj, ampak vsekakor gre za neke tajne, zaupne podatke, ki, če že pricrljajo vedno v taki obliki, da je na nek način vprašljivo, kak je s tem, nimaš nekih čist fotografskih, ne, rekli dokazov za to, ne vem, morda se ne bo zacinjali, ampak jaz bi torej gledalcem rad izpostavil to, ne, da poleg te infiltracije oseb, ne, ki je najverjetneje bila na delu, ne, ker torej je težko verjeti, da vsi ti podatki, ki smo jih zdaj tu navedli, da čist nič ne držijo. Ne. Je pa vendar, ne, v osnovi konec koncev te infiltracije oseb imamo eno infiltracijo idej. O tej infiltraciji idej je nenazadnje govoril recimo svet Pij X v okrožnici Pascendi. Torej, modernizem je infiltracija idej, to pravi novoveške filozofije v katoliško teologijo. Torej, novoveške filozofije, ki ni samo skregana z katoliško resničnostjo, je skregana s kakršnokoli resničnostjo. Ne? Je subjektivizem, je to pač res je to, kar se meni zdi, da je res, se pravi, resnice v bistvu ni. Ne? Ne? Se pravi, in seveda je to tudi nasprotju z katoliško vero, ker je relativizem. Hoče reči, gre tu za neko infiltracijo idej, ki je generirala tudi, recimo, da tudi če bi po hipotezi, recimo, se te infiltracije ne dogajale, ali se ne dogajale morda v taki meri, kot je poročano v teh raznih poročilih, ki sva jih navedla, je pa nedvomno bila na delu ena infiltracija idej, ki pa lahko ima zelo podobne učinke, ker hočem reči, lahko recimo nek agent komunistične partije, ne, namesti neke svoje podagente v to pa to semenišče in reče, vi boste zdaj izpolnjevali, pač se šli revolucijo znotraj tle v semenišču. Lahko pa se pojavijo neko čisto dobro misleči, ne pravi nič hudega sluteči semeničniki, ki jim slučajno neke knjige pridejo v roko. Pa berijo, pa rečejo, le, kako zanimivo, pa ta Marx spet ni tak bedak, ne, pa levo, pa desno. Ne dobijo morda tistega protistrupa idejnega, ne, ker to o tem bi bilo fajn tudi, da kakšno rečeva, ne, kako je bilo s to teologijo, recimo, da ni uspela vsem tem času nekega protistrupa proti tej infiltraciji idej, recimo, ne, uveljaviti. Skratka, in potem rezultat je zelo podoben, ne, ker bo prav tako delovali marksistično, bo prav tako delovali, ne vem, revolucionarno, ne. Ne, tu se absolutno strinjam, ker gotovo je neka sinergija idej in oseb verjetno. Ja, ne bo stavil, rekel, hudič, Satan, nasprotnik, ne bo vsega stavil na enega konja. Ja, gotovo lahko deluje po več stvareh sporedno. Mogoče je recimo en
ne vem, vi popravite en dokaz tega Ratzinger, ki je bil tudi pri pripravi, ne, mislim, sodeloval pri koncilu in je bil dokaj liberalen, ne, koliko vem. In šele pozneje, ne, recimo potem tudi dejansko zopet sprevidel, da tradicija ni nujno, oziroma s to latinsko mašo, ki jo še vedno izpostavlja kot vsaj izredno formo, do katere ima pravico, ne, verujoči, ne, in tudi poznejša dela njegova kaže na ta nek, da je dobil zadosti protistrupa. Ne vem, s kom je on deloval, z Ranerjem, z Baltazarjem, ne vem, mislim, da z Ranerjem. Te so bolj, takrat je deloval z Ranerjem, Ne. No, skratka, se zelo strinjam, da je ta ideja, ne, bila že tudi v miljeju, v okolju, v katerem se je dihala. Zato tudi, ne vem, če je cerkev, seveda, v dialogu z znanstveniki, z kulturniki, s filozofi, z umetniki in če od njih tudi, ne vem, ker pri filozofiji, ko sem bil še mlad, se mi je zdelo, ne, če tega poslušaš, pa se strinjaš. Potem pa poslušaj enega, ki nasprotno govori, pa se strinjaš. Včasih je talem umetnost besed, ne, oziroma argumentacija je tako lahko prepričljiva, da nedolžen se strinjam lahko. Ni nujno, da je bil infiltriran, prevzame. Ja, se pravi, tako, ne. Tu bi še eno stvar na to temo omenil, ki se mi zdi pomembna. In če se vrneva k svetu, torej Svet Pij X je tle zagotovo centralna figura pri tej zgodbi, ne? Ker on je dejansko nekako v tej okrožnici zelo integralno, mimogrede bomo izdali tudi knjigo teh protimodernističnih okrožnic, da bo to tudi v slovenščini nekako zbrano, ne? Ampak hoče reči, Svet Pij X je on ni samo izdal okrožnico Pascendi, ampak te okrožnici Pascendi že na koncu pravzaprav okrožnice sledijo neki, bi rekli, administrativni ukrepi. To pomeni, da je on se zavzel za to, da pravzaprav pride v celotnem telesu cerkve da nastanejo neka telesa, ki bodo, rekli, monitorirala pravzaprav dogajanje v cerkvi, v smislu tega, da bodo zaznali zdaj modernizem na delu, moderniste na delu in da bodo te moderniste umikali zlasti iz pozicij poučevanja, iz pozicij oblasti v cerkvi in tako naprej. Tako da, Svet Pij X je izpeljal torej, to obsodbo modernizma, torej, okrožnica Pascendi zagotovo gre za eno temeljito študijo o tem, kaj modernizem je. Torej, je v tem smislu dobro prepoznal, zakaj gre, ampak tudi temu so sledili, bi rekli, neki administrativni ukrepi v smislu neke čistke. Prvič tudi prepoved za duhovnike, da so člani framasonerije ali že prej. Kdaj pa molitev nad angelu na koncu maše tudi za to? Leon XIII, to je bilo že prej. To je tudi že prej. Ampak je v tem kontekstu. Ampak to, če reči, glede modernizma, je Svet Pij X zelo ostro zastavil zadevo tudi na tej, to hoče reči, na tej personalni ravni, v smislu oseb, te infiltracije oseb pod Svetim Pijem X, govorimo o njegovem pontifikatu, pol so se stvari mehčale. Z vsakim pontifikatom naprej so se stvari mehčale, ampak pod Svetim Pijem X je bilo stvar zelo ostro zarezana. In tako da potem, kar je bilo modernizma in ki se je dogajalo recimo do časa koncila, se je vse dogajalo podtalno. Se pravi, vse te zgodbe, objave, vse to je bilo tako, je krožilo v obliki nekih tipkopisov ali pa samo neke ustna predavanja in tako naprej, je bilo vse zelo tako prikrito. Ampak se je dogajalo. To pomeni, administrativni ukrep ni dovolj. Administrativni ukrep lahko prvič porodi odpor, seveda ga porodi, normalno, da ga porodi, in porodi tudi neko to skrito sceno, ki bo potem pripravljala to, kar se je zgodilo, recimo konkretno pri koncilu. Ko so ti novel teologiji, ste omenili prej, avtori bi rekli neomodernizma, ti, ki so delovali v tem času prikrito, Deljubak, zlasti recimo potem Raner in podobni. Ne poznaje tudi zelo, on ne poznaje. Chenu, pa takele, so vsi pravzaprav bili na nek način v tem toku, v tem podzemnem modernizmu, ki je potem pa vendarle, in tle se je zastavljeno to vprašanje, ki se mi zdi pri vsej zgodbi pomembno, torej ali, pač kot filozof si ga zastavljam,
ali je bila teologija, kot se jo je podajalo recimo na teh univerzah pred koncilom. Ne? Se pravi, atomizem, če hočemo, ne atomizem, ki se je podajal na univerzah pred koncilom, tako zasnovan, tako prepričljivo zasnovan, tako prepričljivo podajan, recimo tudi strani omenjenega Garigula Grangea in podobnih avtorjev, recimo Maritena in tako naprej, tako prepričljiv, da je, mislim, če bi bil dovolj prepričljivo podan, verjetno bi ta modernizem ne tako izbruhnil potem kar naenkrat v času teh pred koncilom. In moja teza je, ki jo pač gojim, je pač v tem, da so tu malce zaspali na lovorikah, ne vem, kako ne bi rekel. Ne? Moja teza je, da je tu, vključno z Garigula Grangeem in tako naprej, da niso uspeli na nek način dovolj temeljito in prepričljivo nasloviti teh točk razhajanja z modernizmom, v smislu, da bi pokazali, zakaj je modernizem zmoten, do te mere, da bi prepričali te avtore, ponavljam kot Delubak, Rahner in to, ali pa njihove učence, da je pravzaprav to, ker se oni grejo preprosto brez veze, da je preprosto zmotno, preprosto protislovno, ne deluje na intelektualni ravni že ne. Ampak pravim, to je ena tema, ki mene intrigira. Pravi, zaspali so dejansko v tistem kritičnem času, so morda mislili, da so varni. Svet 50 je popucal zadeve. Se pravi, so podcenili nasprotnika. Ja, ki pa je deloval podtalno, prikrito in potem kar naenkrat. Se to je to, ne mudi se mu. Jaz, ko sem poslušal enkrat ravno nekoga, ki je bil zelo blizu tem, bom rekel, stricem iz ozadja, je rekel, počakajo. Če ne morejo biti gotovi v izid, ki si ga želijo, bodo pa počakali. Ali pa spremenili plan. Ampak oni bodo šli na planu oziroma bodo šli v izvajanje takrat, ko bodo v izid tudi gotovi. Ja, se izberejo bojno polje sami. Ja, točno. Tukaj so prej se menili, to bi se rad dotaknil nekaj, kar mi je posebno blizu, me zanima vaš komentar. Namreč vsaka nova, mislim, na nek način filozofija, ideja, se najbolj, mislim, očitno, tako navzven manifestira tudi v umetnosti. Vi imate prelome, določen, pač z razsvetljenstvom tudi neko drugo umetnost dobimo, oziroma bom drugače rekel. Gledalcem bomo pokazali tisto, bom rekel, umetnost, ki je veljala za lepo, za večno, ki je res ki je manifestirala na nek način transcendenco, še do tistega preloma na 20. stoletju. Gre za Jezusa v grobu iz marmorja, ki je prekrit s tančico. Po drugi strani pa kot kontrapunkt, ta kontrapozicija, dvorana papeža Pija VI. In tisti Kristus. Kako je lahko neki po nuklearni eksploziji neki kataklizmični Kristus, enakovreden tisti lepoti iz marmorja. To mi je vedno uganka. Se pravi, če bi postavili naslednjo tezo, da na nek način tudi, kaj ne rečemo, neestetičnost, podiranje nekih objektivne estetike, lepote. Recimo, če upodaljamo Boga preko Kristusa, Bog je lepota, ne more biti ne lepota. Če se ga lepo in pietetno tudi upodablja, kot bi treba bilo, potem pa imamo umetnost, ki tega ne počne. Ali ni to tudi najlepši zunanji izraz, da nekaj ne štima? Ali je umetnost tudi v tej služnosti, sluga te ideologije?
Nedvomno, torej, kot je, mislim, Hegel je seveda mislec, čigar nisem velik navdušenec, ker je pač zagotovo en glavnih predstavnikov novoveške filozofije, torej tega problema, o katerem smo prej govorili. Ja, vse je v dialektiki, ja. Ja, ampak je pa glede lepote, imam posrečen stavek, da je lepota čutno svetenje ideje, skratka, da je lepota v bistvu čutno svetenje resnice. Jaz sem napisal knjigo o Mahniču, našem Antonu Mahniču. Ja, estetika Mahniča. Ja, Mahničevi estetiki, Mahniča verjetno poznajo tudi gledalci iz šolske klopi. Običajno se ga prikazuje kot nekega groznega duhovnika, ki se je drznil kritizirati eno Gregorčičevo pesem, kako lahko duhovnik kritizira pesnika. Ampak dejansko je imel zelo prav, nekaj je tam kritizirano pesem, pravzaprav, čigar vsebina je bila človeka nikar, čigar vsebina je bila pravzaprav brezbožna, bi lahko rekli. No, o tem bi se dalo seveda razpravljati, ampak kaj hočem povedati, tudi torej, klasična estetika, katere predstavnik je recimo Mahnič definitivno bil in ki, bi rekli, je veljala praktično do nastopa, zagotovo do nastopa novoveške misli, je, da je pravzaprav lepo to, kar je odsev resnice. Ja. Da je lepo to, kar je odsev resnice. Zdaj ne mislimo samo seveda resnico v smislu realizma, da bomo zdaj prikazovali točno tako stvari, kot so fotografsko, ker to seveda pol ni, ampak tiste zlasti resnice z velikim R, skratka, da pravzaprav lepota je neke vrste čutna idealizacija nečesa, v smislu, da pokaže globljo resnico. Ja. Morda tudi tistega predmeta, morda tudi samo tiste hruške, recimo, ki jo namala slikar. Ali pa tistih čevljev, recimo, če pomislimo na Van Gogha, ki je pač take kmečke čevlje narisal. No, in ali pa, ne vem, če pomislimo na Murnovo pesem o snegu, recimo, kako on zna ta sneg opisati, tako da pravzaprav preseva skozi tisti sneg neka neskončnost, neka presežnost. Evo, to je umetnost. Se pravi, da preseva skozi to resnico, ki jo vidi vsak izmed nas, pravzaprav tista presežna resnica z velikim R. Zdaj pa seveda, če imamo mi neko misel, ki zanikuje resnico kot tako, z velikim ali pa z malim R, recimo kot je Hegelova filozofija žal to počela, čeprav je tisti stavek posrečen, ki ga je povedal, potem seveda, kaj ostane od lepote? Prvič bo že to resničnost, ki jo vidimo, vidi vsak od nas in jo ima pred očmi, bo zverižena, zaradi tega, ker bo prikazana subjektivno, se pravi v neki razbitosti, kot se običajno pač to v sodobni umetnosti kaže, češ meni se zdi tako, ono se zdi tako. Točno, moja lepota je moja lepota in mi nič ne moreš. Ja, pa še moja lepota je zdaj moja lepota taka, pa ima taka, pa še spet taka. Ne arbitrarna. Razbitje, je eno razbitje se zgodi in kaj šele, da bi to kazalo na kakršnokoli presežnost, na kakršnokoli globljo resnico. Se pravi, imamo preprosto opravka z nekim, bi rekli, razbitjem forme. Kar je seveda pravzaprav negacija lepote. Pravzaprav to, kar se prodaja dan danes za lepoto, je pravzaprav neka kult grdega. Se absolutno strinjam, imate banano, ki se jo selotejpom prelepi na steno in se jo, to je umetnost, ali pa tam, ne vem, neki, kaj je že bil on, na M se piše, ne vem, umetnik, glavnem krog, mislim, kvadrat, pa potem črna pika noter, ali kaj je že bil. Mislim, dejansko, tako pravite, ni šlo, bi zgrešili, mislim, to pač razglabljanje, da je zgolj infiltracija kriva za vse in da je dejansko potekalo... Oseb, ampak je tudi infiltracija idej. Pardon, to, če se treba izraziti, ne samo infiltracija oseb, ampak tudi ta kako bi rekli, permeabilnost, da se je... Ideje širijo. Ideje pa se širijo, dokler ne naletijo na močnejšo idejo, ki jih nekako dezaktivira. In tu se jaz bojim, zdaj pa govoriva čisto generalno. Ja, zdaj že malo v rešitvah prvojva. Zdaj govoriva čisto generalno, da je vprašanje, veliko vprašanje, če je novoveška filozofija naletela že na tako idejo, na tako alternativo, oziroma na tako izraženo, če hočemo alternativo, da bi jo uspela ustaviti na idejni ravni. Se pa strinjamo, da recimo, ne vem,
so pojavi v sodobnosti, ki kažejo, da se je novoveška misel iztrošila na tej izvedbeni ravni. Ne? V smislu, ko ti začneš, recimo, če gledamo ta pontifikat, ne vem, kaj bi moral še papež narediti, da bi še bolj, ne vem, Se že gre v absurd. Ja, gre v absurd. Ali pa, ko ti ljudje, ki se režejo, pa se spol menjajo, pa ne vem kaj vse, mislim, večja destrukcija človeka si je skoraj že težko predstavljati, kot da si ima neke, ne vem, kaj si bojo neke vstavke dajali na vse strani. Ne? V tem smislu, na tej praktični ravni prihajamo do konca, ampak mislim, da manjka ta konceptualizacija, ne? Ta naravni idej, zakaj je tle problem. Samo ne more do nove ideje priti, ne more ta močnejša ideja, okrog katere bi se zbrali, da bi kontrirali temu modernizmu, zopet, ne vem, kaj bi, postumizem bil ali kaj bi lahko bil. Jaz mislim, a bomo iznašli zopet na novo toplo vodo, oziroma kaj lahko najde, kaj je alternativa lahko? Kaj vam daje upanje, no? No, upanje mi definitivno daje to, Bog, Kristus, ne bo, peklenska vrata ne bodo premagala, ja, se strinjamo. Glava cerkve je Kristus. Ampak ne da bi zdaj na dolgo in na široko, ker mislim, da bi bilo treba še en par stvari povedati o samem koncilu, da bo gledalcem jasno, ampak glede tega, sam to pač čisto na kratko, ker ste omenili nek postumizem, mislim, da ne gre za to, ampak gre preprosto za to, da se mi moramo zamisliti, kako ne bi rekel, mi moramo pravzaprav, ker tudi ko govorimo, recimo tako, tudi ko govorimo o tomizmu, tomizem je dejansko, kot ste rekli, izhaja v veliki meri iz Aristotela. Torej je ta dediščina klasične filozofske misli, ki bi lahko z eno besedo rekli metafizika. To je ta slavna Aristotelova knjiga in potem se temu tipu misli, recimo kakršen doživi pri Svetemu Tomažu nek poseben vrhunec, bi rekli, torej ta klasična metafizika. In alternativa temu je pa potem novoveška filozofija. Smo rekli, ta subjektivizem, ko se vse razbije in tako naprej. In tle gre pravzaprav za vprašanje, ki si ga je recimo med sodobnimi filozofi, pa ne da bi bil njegov fan, ampak pač moram priznati, recimo najbližje temu vprašanju je bil verjetno nemški filozof Martin Heidegger. Martin Heidegger je pač en velikih laičnih, sekularnih, protikrščanskih filozofov iz 20. stoletja, ampak mislim, da se imamo tukaj nekaj za naučiti, da mi moramo pravzaprav metafiziko domisliti. Če hočemo tomizem, moramo domisliti do te mere, da bomo pokazali, zakaj novoveška filozofija no way, zakaj je to narobe. V kateri točki metafizike je tle šla ena stranpot ven, da pokažemo, tam ta stranpot ne sme iti ven, zato pa zato pa zato pa zato. Do te točke si upam trditi pač na osnovi pač svojega branja in tako naprej, da recimo neotomizem ni uspel tega izpeljati in kolikor vidim, je to še naloga za prihodnost. Evo, tak. Ja. Zdaj, ko vam prepustil poslednje besede tudi v zvezi s koncilom, kar želite reči, ampak saj verjetno veste, kar me je tudi pogrelo, že v nekem intelektualnem diskurzu, da nekdo že vnaprej zahteva, da če želiš, da te bom upošteval, se moraš odpovedati metafiziki. Kje ste to slišali? Pa vem, kdo je to rekel, ampak ne bom povedal imena, da ne bomo niti, ko ti enkrat rečeš nekaj čez to, kar je opremljivo, to je tisto, vse je mrljivo, kar pa ni nemrljivo, mi naredite mrljivo. Samo na tem nivoju se lahko pogovarjamo, mislim, to je malo žalostno. Tako da, ne vem, pri teh sklepnih mislih besedah se vedno znova vračam, oziroma zdaj, ko že nekako zaokrožujemo to najno popotovanje skozi infiltracijo, ali torej o drugem Vatikanskem koncilu še kaj takega, kar bi bilo dobro vedeti. Jaz mislim, da za poslušalce bi bilo tle dve stvari bi bili pomembni še za poudariti. Mi da so tu prikazala razne razsežnosti pravzaprav tega pojava infiltracije oseb in idej v cerkev pravzaprav, kar je kulminiralo na nek način, potem eksplodiralo, recimo doživelo en tak veliki pok, bi rekli, z drugim Vatikanskim koncilom, v tem pontifikatu pa neke vrste, kako ne bi rekli, razkritje, neko tako razkritje, da se pravzaprav to dejansko ali na ravni oseb, ali na ravni idej pač zgodilo, ali pa oboje verjetno hkrati.
Vendar, ne, moramo se ene stvari zavedati, ko smo tle kritični do koncila, da ko gremo brati dokumente, ne, ti dokumenti niso napisani tako, da bi preprosto bili heretični. Ne. Ne, da bi bili preprosto proti krščanstvu. Ne, interpretacija postala problem. Ti dokumenti so napisani v smislu, ne, to je zelo pomembno za poslušalce, da razumemo, ne, koncili v zgodovini cerkve so verske resnice vselej natančneje definirali. Vsak koncil je natančneje definiral to, kar je bilo že prej povedano. Natančneje, zato da je bila pravzaprav verska resnica vedno bolj jasna. Ja, to. Ne? Drugi Vatikanski koncil gre pa točno nasprotno smer. Ne? Se pravi, to, kar je bilo prej jasno, zdaj on na nek način pove bolj dvoumno. Ja, tako. Ne? In ta dvoumnost teh dokumentov, ne, je pravzaprav problem tega besedila. Niso heretični. Ne? Niso heretični. Ampak to hermeneutiko kontinuitete je že več težko, kar je probal tudi Benedikt z nekim novim terminom, da vendarle gre za da ne gre za diskontinuiteta je na tej ravni, torej te večje dvoumnosti. Ne? Skratka, tu potem se v tej, kako ne bi rekel, tle potem nastane prostor za ribarjenje v kalnem, ne? Kjer pravzaprav potem se usiljujejo lahko neke heterodoksne, dejansko heretične izvedbe tega, ampak na ravni samih besedil. Ne samo na ravni samih besedil koncila, tudi na ravni samih besedil uradnih in tako naprej papežev, ki so sledili temu, mi ne bomo naleteli na neke direktno heretične izjave. Seveda ne. Skratka, bomo tle, ker mi dva tle govoriva, ni v nasprotju s tem, s to obljubo, Jezusovo obljubo svetemu Petru, da peklenska vrata ne bodo premagala, da torej je papež nezmotljiv. Ni v nasprotju s tem. Ampak moramo se pa zavezati, da nezmotljivost še ne pomeni, da ne morejo žal papeži povedati kaj manj jasno, kot je bilo prej. Da ne morejo delovati škodljivo. Ne? To pa je možno. In tipičen primer tega je pa potem seveda, to je pa druga stvar, ki sem hotel še povedati, je problem liturgije. Ista zadeva. Liturgija po novem, ali novus ordo liturgija, skratka, liturgija po novem mašnem redu Pavla VI, ni po sebi heretična. Ne vsebuje direktnih herezij, ni da tam skačijo po hosti, da je molitev, kjer pravijo Boga ni, ali pa da Jezus Kristus ni Božji sin. Ne? Tega seveda vsega tega ni. Ampak so geste, ne, ki so pa dvoumne. Ko duhovnik ima večino maše hrbet proti tabernaklu, je sporočilo, da to, kar je za njegovim hrbtom, morda ni tako pomembno. Ne? Da je bolj pomembno to, kar je pred njim. Če verniki prejemajo obhajilo na roke namesto na usta, je verjetno spet sporočilo, da bi rekel, to, kar se tle prejema, ni treba, da je deležno tolikšne spoštljivosti, da tam pokleknemo, pa ne. Duhovnik se sicer mora obredno umiti, nam pa ni treba. Nam pa ni treba, ne. In je cela vrsta še takih stvari, recimo, da sem omenil samo tiste recimo najbolj vidne, ne, ampak potem je še vsa zgodba o tem daritvenem značaju svete maše, ki pravzaprav se tle izgubi v novus ordo v smislu nekega značaja, bolj neke večerje, nekega obeda, ne, kar je pravzaprav zelo podobno protestantski gospodovi večerji, ne, kot imajo oni. Ne. Skratka, ampak tu moramo se zavedati, ne, da to uničevanje vere, katere žalostnih rezultatih so brala prej, ne, ni rezultat nekih direktnih herezij, ne, ampak je v glavnem rezultat nekih dvoumij. Edino težavo imam jaz, recimo, če pomislim zdaj na fiducia supplicans, ne, na to blagoslavljanje homoseksualnih parov, ne, da res ne vem, kako bi se dalo to braniti, ampak spet ne gre za neko čist direktno herezijo, neposredno, je vedno za neke take, kako ne bi rekel, herezijo tvorne izjave, dejanja, geste in to. To v amerikanščini, v angleščini temu rečejo weaponized ambiguity, se pravi kot orožje, nejasnost kot orožje, kot izjem, a ti si tako razumel, pa v redu, ne. Vse takrat, ko so še, kaj so že, ono encikliko o obhajanju
ločenih pa ponovno poročenih, ko je nazadnje nek škof z Argentine rekel, to je moja razlaga in potem je Vatikan rekel, ja, v redu je tak. Ne. In to spet v eni pod dokumentov, tako niso stvari jasno podane, ker pač problem je, da ta infiltracija, kot rečeno, ribari v kalnem, deluje tako, kot pač deluje hudič, da v neki zmešnjavi skuša dosegati svoje cilje. Naš Bog ni Bog nereda, kot je lepo rečeno. In včasih jaz vedno rad tudi izpostavljam Jakobovo pismo, 4. poglavje, 4. vrstnica, kjer pravi, v bistvu prešuštnice, mar ne veste, da je prijateljstvo z svetom sovraštvo do Boga. Se pravi, non-stop to koketiranje, prilagajanje. Ampak to je mogoče tema za drugič. Malce celo sovražim tisto uro, ko jo gledam, ker prehitro teče. Enostavno se moramo odpovedati eni kupici vprašanj. Dr. Ivo Krže, samo za konec, a se vam zdi, da bo ime, ki si ga bo izbral naslednji papež, veliko povedalo? Ali si upate napovedati, kaj bo ime naslednjega papeža? Ja. Pij 13, ne? Ja, Atanazij, prvi, bi fajn bilo, bo Frančišek drugi. Ja, to je veliko vprašanje, zdaj spekulacij. Vemo, da tudi zdravje sedanjega papeža pač peša, pač prejslej bo seveda konklave tako drugače prišel, ne da bi mu želeli komorkoli kaj slabega ali smrtnega. Ampak tako pač je, in cerkev je v enem izrazito kaotičnem stanju. Izrazito kaotičnem stanju, kjer je turbulentnem stanju, kjer je po mojem zelo težko napovedati, kaj se bo zgodilo. Mi seveda upamo na najboljše, da bi torej v osebi prihodnjega papeža cerkev se zavedala nekih stranpoti, na katere je pač zašla v zadnjih nekaj desetletjih. Spet ne gre za ne vem kako dolgo obdobje, če pomislimo, gre za nekaj 50 let približno. In da bi preprosto stopila za nekaj korakov nazaj in pač od tam pol dalje naprej. Zdaj, ali se bo to zgodilo, ali bo pa preprosto se kriza še stopnjevala, to je pa zelo težko reči. Zelo težko reči, ker kot vemo, recimo kardinali, ki bodo izbirali naslednjega papeža, so bili praktično vsi imenovani od sedanjega. Skoraj da. Kandidati, bi rekli, konzervativnejši kandidati imajo sicer dobre šanse, zlasti se govori recimo o kardinalu Erdoju iz Madžarske. To je recimo moj kandidat. Ja, ta je vsekakor verjeten, je pa res, da tisti, ki prihajajo v konklave kot papež, pride iz njega kardinal, tako da že tako je te konklave težko napovedovati, ta je pa po mojem sploh nekaj, bomo videli, smo v božjih rokah. Ja, malo je odvisno, torej, kaj smo si zaslužili kot vernik že. Kaj nam bo Bog naklonil? Bog daj nam. Je pa gotovo tudi pomembno, tudi v tem kontekstu, da verniki izražamo svojim pastirjem, kot je bilo rečeno tudi s tistim odlomkom iz kanonskega prava, ki je bil citiran, s tistim členom, ki je bil citiran na začetku, da tudi s takimi oddajami, kot je ta in podobnimi potezami, da na nek način sporočamo svojim pastirjem pač svoje ovčje potrebe, ki so tudi v tem, da preprosto nam servirajo resnico. Mi ne rabimo plastike, ne rabimo nekih razvodenelih dvoumnosti, ampak rabimo pač Kristusovo resnico in da jim to tudi dovolj jasno povemo. Se mi zdi, da tudi nekaj tega pritiska od spodaj gore v cerkvi vedno bilo. In recimo pomislimo na sveto Katarino Siensko, ki je tudi na papeža vplivala, na svetega Pavla, ki je na svetega Petra vplival in tako naprej. Ne da bi se zdaj mi svetniki primerjali, ampak vendarle je šlo za nek pritisk od spodaj gor. In tako da je to zelo pomembno, tako da kar izrazite svojim pastirjem, ne bodo to župniki, ne bodo to škofje, svoje nezadovoljstvo s pričujočim stanjem cerkve. Mislim, da je to največ, kar lahko mi zdaj kot laiki v tem trenutku storimo. Tudi za bodoče konklave. Dr. Ivo Krže, s tem ste najlepše zaobjeli namen te oddaje. Najlepša hvala. Hvala vam. Spoštovane gledalke in gledalci, do naslednjič pa lep pozdrav.